Ljudje nenehno gradijo stvari, za katere jim pravijo, da so nemogoče. In geografija jih vedno prisili, da postanejo ustvarjalni. Te strukture se na videz upirajo fiziki in včasih celo zdravi pameti. Začnimo s številko 40. Most Storseisundet na Norveškem. Inženirji so Norveški rekli, da tega mostu ni mogoče zgraditi. Že same nevihte bi ga uničile. Kljub temu so ga zgradili in rezultat je pijani most. Strm, zavit lok mostu. Storseisundet ni le za okras. Obalne nevihte so bile tako silovite, da so morali inženirji popolnoma opustiti običajno zasnovo mostu in v strukturo vgraditi val, samo da bi most obstal. Ikonična oblika pomaga spremeniti kaos v stabilnost. Naslednji most je sestavljen samo iz kamnov in stoji že stoletja. Številka 39. Ta most sploh ne bi smel obstajati. Nahaja se v nemškem parku. Hudičev most pa tvori popoln kamniti krog, ko se odseva v vodi pod njim. Cementa ni bilo na voljo, zato so morali inženirji popolnoma zaupati kamnom, ki so se med seboj stiskali z dovolj veliko silo, da so obok držali skupaj. Čeprav je bil most obnovljen že leta 2018, ostaja zaradi varnostnih razlogov zaprt za javnost. A mostovi niso nujno dolgočasni, tako kot ta naslednji. Številka 38. Kaj narediš, ko potrebuješ most za avtomobile, a je na poti most za pešce? Preprosto, zgradiš ga nad njim. Točno to je Seul naredil z mostom Bompo. Avtomobili lahko brez težav prečkajo vodo, medtem ko stari most Djanso spodaj nima te sreče. Ta izgine pod vodo vsakič, ko reka Han poplavi. Ostanite z nami. Kasneje boste videli most, ki se zloži v popolno kolo. Res je neverjetno. Številka 37. V Indiji beton in jeklo v džungli ne zdržita dolgo. Zato so ljudje v Arhasi prenehali graditi mostove in so jih začeli gojiti. Korenine kavčukovcev usmerjajo čez reke s pomočjo izdolbenih drevesnih debel. To je počasno delo. Včasih traja 15 do 20 let, vendar lahko, ko je most pripravljen, na njem hkrati stoji 50 ljudi. V redu, hitro vprašanje. Misliš, da bi lahko hodil po mostu iz trave? Številka 36. Predstavljaj si, da prečkaš globoko sotesko v Andih po mostu iz trave. Točno to je most Quechua Chaka. Narejen je iz 9000 kg ročno spletene trave iču, razteza se 28 metrov in je prepleten v masivne kable ter nihajočo pohodno površino. Zgradile so ga v samo 3 dneh lokalne skupnosti Quechua, kar predstavlja neprekinjeno 500 let staro tradicijo. Videti je zastrašujoče, a nekako deluje in je popolnoma prilagojen goram. In zdaj nekaj, kar je manj most in bolj vaja zaupanja. Številka 35. Karaka Reed Rope Bridge v Severni Irski. Majhen severnoirski otok, ki so ga uporabljali ribiči, je bil med sezono lososa popolnoma nedostopen s čolnom. Padec pa je bil prehud za kakršnokoli trajno strukturo. Njihova rešitev je bil viseči most iz vrvi, brez pravih opor in dolga leta je imel le eno oprijemalo. Most je odprt za javnost, ki lahko za približno $20 ugotovi, ali dobijo vrtoglavico. Naslednje vprašanje. Je to most ali ura? Zakaj ne oboje? Številka 34. Zaradi okoljskih pomislekov kalifornijski most sončne ure nima stebrov v rečnem koritu. Namesto tega 66 metrov visok nagnjen pilon drži ploščad. Na poletni solstici njegova senca postane delujoča sončna ura. Senca se premika približno 30 cm na minuto in vam omogoča, da v realnem času opazujete vrtenje Zemlje. Zdaj pa k mostu, kjer ljudje ne le prečkajo, ampak na njem tudi živijo. Številka 33. Firentinski Pontevecchio prekrši vsa pravila. Večina mostov je namenjenih prometu, ta pa nosi trgovine in stanovanja. Po uničujoči poplavi, ki je leta 1333 uničila prvotni most, je Firenca zgradila še močnejši most, ki bi lahko zavedno preživel poplavljivo reko Arno, obenem pa nosil 3 nadstropja stavb nad sabo. Gremo naprej. Verjeli ali ne, čez naslednji most lahko zapeljete čoln. Številka 32. Verjeli ali ne, v Nemčiji lahko gledate ladjo, ki pluje po mostu nad reko. Približno 914 metrov dolg Magdeburški vodni most deluje kot ogromna betonska kad, ki omogoča plovilom potovanje med vzhodno in zahodno Nemčijo. To je v bistvu najdaljši plovni akvadukt na svetu. Zaključen leta 2003 za $500 milijonov, je dokaz, da je včasih najboljši način čez vodo še več vode. In šele začenjamo. Počakajte, da vidite most, ki se zvija, plava in celo izgine v oblake. Številka 31. Most kraljice Eme na Curacao. Morsko dno zaliva je bilo premehko, da bi lahko postavili običajne temelje, kar je pomenilo, da je moral celoten most plavati, sicer sploh ne bi mogel obstajati.
Tako je most kraljice Eme v bistvu ogromen plavajoč splav čez globok zaliv na Curaçao. Dva dizelska motorja odpirata en konec mostu kot vrata, da lahko ladje plujejo mimo, zaradi česar je most dobil vzdevek nihajoča stara dama. Preživi celo tropske nevihte tako, da jezdi valove, namesto da bi se boril proti njim. Nizozemska in kanali gredo z roko v roki, kar pomeni edinstvene mostove. Številka 30. Na Nizozemskem se most Slauerhof dvigne v zrak kot velikanski mehanski krak. Da ladje lahko plujejo pod njim, vse skupaj pa traja le 3 minute. Zaradi prometnih kanalov se je moral most hitro odpirati, ne da bi upočasnil mestni promet. Poznan je kot leteči dvižni most, vendar ga domačini zaradi nenavadne oblike raje imenujejo žabji most. Kasneje boste videli most, ki postavi dve 6-pasovni cesti eno na drugo. Predstavljajte si dvonadstropni most v ogromnem merilu. Ampak najprej, če pomežiknete, boste zamudili nekaj posebnega. Številka 29. Ste že kdaj videli most, ki pomežikne? Milenijski most v Gatesheadu naredi prav to, saj nagne svoj dvojni lok čez reko Tyne, da ladje lahko plujejo pod njim. Zaradi velikega prometa je bila stalna pešpot nemogoča. Mesto pa ni želelo zgraditi ničesar, kar bi izgledalo industrijsko, poleg nove kulturne četrti. Zato so zasnovali most, ki koketira z mimoidočimi plovili. Pojdimo na Kitajsko, kjer je most, ki vas lahko celo zavrti. Številka 28. Most Nanpu na Kitajskem. Šanghaj ni imel prostora na nobeni strani reke za dolge dovozne rampe, ki bi jih zahteval most te višine. Zato so morali inženirji rampo zložiti navpično, v obliki vijačnice, namesto da bi jo razporedili vodoravno čez mesto. Njena dvojna spirala na strani Puxi je največja na svetu. Poskusite se ne zavrteti, če se peljete po njej navzgor. Naslednji most je navdihnila človeška DNK. Številka 27. Helix most v Singapurju se zvija kot velikanska veriga DNK, kar ustvarja edinstveno pešpot. Od leta 2010 LED luči osvetljujejo pare barvnih črk, C in G v rdeči, A in T v zeleni, ki predstavljajo gradnike DNK. Njegova namerno levosučna zasnova mu je celo prislužila mesto v dvorani slavnih levosučne DNK. Koliko mostov se lahko s tem pohvali? Ta naslednji most. Je to sanje iskalcev vznemirjenja ali optična iluzija? Številka 26. Nekatere fotografije mostu Eshima Ohashi na Japonskem naredijo njegov strm naklon videti kot navpično pečino ali kot vlak smrti. V resnici je njegov naklon 6,1% ravno dovolj, da lahko ladje varno plujejo pod njim. Z dolžino 1,8 km je to največji most s togo konstrukcijo na Japonskem. Zgrajen pa je tako, da prenese potrese. Medtem pa je bila gradnja tega naslednjega sprehajališča izziv, celo za helikopterje. Številka 25. Most Langkawi Skybridge je eno najbolj odmaknjenih sprehajališč na svetu, saj visi na enem samem 82 metrov visokem stebru na malezijskem gorskem pobočju. Vsak kos je moral biti dvignjen na vrh s helikopterji za težke tovore. S 125 metri dolžine je to tudi eden najdaljših ukrivljenih visečih mostov na svetu. In kljub vsem tem inženirskim dosežkom je gradnja stala le približno $1,2 milijona. Videli smo valove, utripanje in ogromno žic. In to je šele začetek. Nadaljujmo to osupljivo turnejo po mostovih. Številka 24. Golden Bridge v Vietnamu podpirata dve ogromni roki iz steklenih vlaken. 490 čevljev dolga sprehajalna pot se vije okoli pobočja gore, pri čemer roki dvigujeta zlato pot visoko v zrak. Naj bi predstavljal božje roke, ki dvigujejo zlati trak. In ko gradiš most, lahko greš na veliko. Številka 23. Viadukt Mio je eden najvišjih mostov na svetu, saj se dviga več kot 1100 čevljev visoko, višje kot Eiffelov stolp. Obdan z globoko sotesko je pogosto zavit v oblake, zaradi česar se zdi, kot da voziš po nebu. Velja za enega največjih dosežkov sodobnega inženirstva. In ko običajne gradbene metode ne delujejo, se obrneš na vojsko. Številka 20. Most čez reko Sidu na Kitajskem. Helikopterji niso mogli preleteti kanjona. Veter je strgal kable, zato so inženirji naredili nekaj, česar še nihče ni poskusil. Izstrelili so raketo čez prepad. Ta poteza je prihranila mesece nevarnega dela. Ogromni kabli mostu so tako močni, da lahko vsak prenese 43 milijonov funtov sile in varno držijo konstrukcijo nad kanjonom. Sledi ikona sodobnega inženirstva. Najprej pa si oglejmo bombno odporno konstrukcijo. Številka 21. Visoko v Himalaji se most Chenab dviga skoraj 365 metrov nad rečno strugo v Džamuju in Kašmirju v Indiji, kar pomeni, da je najvišji železniški most na svetu.
Ker ni bilo prostora za stebre, so inženirji zgradili 457 metrov dolg jekleni lok, ki prečka reko Čenab. Zgrajen je tako, da bo zdržal 120 let, prenese močan veter, potrese in celo eksplozije, do 40 ton TNT-ja. Če gremo naprej, ste vedeli, da Eifflov stolp ni bil prva velika zasnova arhitekta? Številka 20. Gustav Eifflov viadukt. Garabi je bil nekoč najvišji most na svetu, s paraboličnim železnim lokom dolžine 541 metrov. Njegova izrazita rdeča barva je bila zasnovana tako, da izstopa iz okolice. Viadukt je prav tako prikazal Eifflovo mojstrstvo železne konstrukcije, več let preden je zgradil svoj najbolj znani spomenik v Parizu. Zdaj je eden najbolj znanih mostov v literaturi. Številka 19. Viadukt Glenfinnan je bil zgrajen iz nearmiranega masivnega betona, prva večja konstrukcija te vrste po rimskih časih. Razteza se več kot 1200 čevljev in je kasneje postal svetovno znan zaradi Harryja Potterja. Ne bi mogli imeti videa o mostovih, ne da bi malo govorili o Rimljanih, kaj ne? Številka 18. Rimski viadukt Pont de Gard je bil zgrajen pred 2000 leti, brez ene same kapljice cementa. S 3 nivoji obokov most stoji 160 čevljev visoko in se v celoti zanaša na gravitacijo in trenje, da drži svoje kamne skupaj. Stoletja je vsak dan prenašal 44 milijonov galon vode in še danes stoji. Kako torej mostovi preživijo v težkih vremenskih razmerah? Kanada ima odgovor. Številka 17. Kanada se z razlogom imenuje Veliki beli sever. Reke zamrznejo in ledene plošče lahko zdrobijo običajne mostne stebre. Confederation Bridge je drugačen. Uporablja stožčaste opore, ki prisilijo led, da se dvigne navzgor in se zlomi pod lastno težo. Z dolžino 8 milj je to najdaljši most v Kanadi in najdaljši most na svetu čez z ledom prekrito vodo. Kar impresiven inženirski dosežek. London ima tudi veliko ikoničnih znamenitosti in naslednji most je ena izmed njih. Številka 16. Most Tower Bridge, najbolj znan most v Londonu, uporablja skrite protiuteži znotraj svojih stolpov, da dvigne svoje ogromne dvižne ploščadi za visoke ladje. Hidravlični bati, ki so bili prvotno na parni pogon, ga v nekaj minutah nagnejo navzgor in tudi danes imajo ladje še vedno prednost. Z dolžino 800 čevljev je bil od leta 1894 odprt več kot 400 000-krat. Naslednji je simbol New Yorka. Številka 15. Ko pomislite na panoramo New Yorka, si verjetno predstavljate Brooklynški most. Njegovih 14 000 milj jeklene žice naredi most 6-krat močnejši, kot bi moral biti, kar zagotavlja, da nikoli ne bo odpovedal. Velik del njegovega uspeha gre zaslugi Emily Rebling, ki je več let nadzorovala projekt, ko je njen mož, glavni inženir, postal priklenjen na posteljo. Ko načrtuješ most, moraš misliti na nepričakovano. Številka 14. Sydney Harbour Bridge v Avstraliji se zaradi sončne toplote vsak dan dejansko raztegne in skrči za do 7 palcev. Da bi to omogočili, velikanski tečaji na dnu mostu omogočajo, da most diha, ko se temperature spreminjajo. Zgrajen je bil s 6 milijoni zakovic, ki držijo jeklo tesno povezano, tudi ko se premika. Inženirji so se na lastni koži naučili, kako ohraniti naslednji most po konci. Številka 13. Katastrofa mostu. Ta je leta 1879 je pretresla Škotsko. Zato so inženirji pri načrtovanju bližnjega mostu Forth uporabili drzen nov pristop. Uporabili so jeklo, kar je bilo prvič za večji britanski most, in konzolno zasnovo, da bi se uprli močnim vetrovom, ki so povzročili prejšnji zlom. Severno od Edinburga stoji od leta 1890 in še vedno velja za enega najmočnejših železniških mostov na svetu. Nato pojdimo k nekaterim najbolj znanim in romantičnim mostovom na svetu. Številka 12. Beneški most v Zdihjajev je bil zgrajen leta 1600, da so skozi njega peljali zapornike iz Doževe palače naravnost v njihove celice in jim skozi majhno okence z rešetkami omogočili zadnji pogled na mesto. Njegov tesen lok drži apnenec na mestu že več kot 400 let. Danes je priljubljen na Instagramu, a za zapornike, ki so ga prečkali, je bil ta zadnji pogled pospremljen z vzdihom. Naslednji most je eden najbolj impresivnih na svetu. Številka 11. Urasund Bridge ima krizo identitete. Je most in predor v enem. Povezuje Dansko in Švedsko. Inženirji so ga zgradili na ta način, da so ohranili prost zračni promet v bližini letališča Kopenhagen, zagotovili varen prehod za ladje in preprečili, da bi ledene ploskve blokirale ožino. Umetni otok označuje vhod v predor. To je sodobni inženirski čudež in zagotavlja nepozabno potovanje z avtomobilom. Prečkali smo iluzije, žive korenine, plavajoče splave, zasuke DNK. In zasnove postajajo vse bolj zanimive. Naslednji je most, ki je verjetno najbolj znan most na svetu. Številka 10.
Primovanje, megla in nevarnost potresov. Most Golden Gate se je soočil z vsem, vendar njegova največja grožnja ni narava, temveč ljudje. Ob svoji 50. obletnici je na most prišlo do milijon ljudi, kar je dodalo več kot 13 milijonov kilogramov teže. Lok se je sploščil. Nosilne žice so zaškripale in za trenutek se je zdelo, da bi most lahko popustil. Kljub temu je zaradi izjemne zasnove zdržal. Toda narava je prisilila načrtovalce, da so premislili o naslednjem mostu. Številka 9. Most Akashi Kaikyo na Japonskem prenese tajfune in potrese. In to je prišlo zelo prav. Med gradnjo je ogromen potres premaknil temelje in ogrozil načrte. Toda japonski inženirji so podaljšali osrednji razpon za 1 meter in tako spremenili nesrečo v inženirski mojstrovino. Medtem pa na Turčiji mostovi niso le za promet, temveč imajo tudi pomen. Na 8. mestu je most Čanakkala v Turčiji, ki je prehitel most Akashi Kaikyo kot najdaljši viseči most na svetu, saj meri skoraj 2000 metrov. Njegova zasnova je polna simbolike. Ime in višina stolpov častita pomorsko zmago iz leta 1915, medtem ko dolžina mostu obeležuje stoletnico Turške republike. Imate kakšne ugibanja o mostu na prvem mestu? Ostanite z nami in izvedeli boste. Številka 7. Ruski most na Sibiru je moral biti zasnovan za izjemno mraz, kjer lahko nabiranje ledu naredi mostove nevarno težke. Vojaško odporni piloni in odleditveni kabelski plašči preprečujejo nabiranje ledu, kar mostu omogoča preživetje pri temperaturah do -40 stopinj Fahrenheita. Kljub ceni $1 milijarde so kritiki most označili za projekt iz nečimrnosti, saj je le približno 25% otoka, ki ga povezuje, dejansko asfaltiranega. Naslednje na vrsti, ko mostovi postanejo veliki. Številka 6. 34-milski most Hongkong-Zhuhai-Makao na Kitajskem je ogromen megaprojekt, ki povezuje 3 mostove z zategami, podmorski predor in 4 umetne otoke, zaradi česar je to najdaljši prehod čez morje na svetu. Zgrajen je bil za 120 let in je inženirski čudež. A ni brez polemik. Populacija delfinov v bližini mostu se je med aprilom 2015 in marcem 2016 zmanjšala za 60%, pri čemer naravovarstveniki za to krivijo gradbeni projekt. A kitajske ambicije glede mostov se tu niso ustavile. Številka 5. Če bi začeli voziti po mostu Danyang-Kunshan ob sončnem vzhodu, do poldneva še vedno ne bi prišli na drugo stran. Most, ki prevaža hitre vlake čez vodo, riževa polja in močvirje, je bil zgrajen tako, da prenese mehka, nestabilna tla delte reke Jangtze. Namesto da bi tvegali razpoke na tleh, so inženirji celotno progo dvignili na več kot 2000 stebrov. Nekateri so visoki okoli 30 metrov. Zdaj ima Guinnessov svetovni rekord kot najdaljši most na svetu. Kaj torej narediš, ko ti narava vrže vse mogoče ovire? Prilagodiš se. Številka 4. Most Rio Antirio v Grčiji se sooča skoraj z vsemi mogočimi izzivi. Globoka voda, nestabilna tla, potresi, celo premikajoče se tektonske plošče. Zato so inženirji bili iznajdljivi. Morsko dno so ukrepili s stotinami votlih jeklenih cevi in stebre postavili na debele plasti gramoza. Med potresom so stolpi zasnovani tako, da se premikajo skupaj z nihanjem, medtem ko gramoz absorbira energijo. Tako 2255 metrov dolg most ostane cel. Tudi ko tla niso. Pojdimo na Škotsko, kjer vreme vedno povzroča težave. Številka 3. Ko so inženirji zasnovali Queen's Ferry Crossing, so vedeli, da bo pravi sovražnik veter. Pogosti sunki vetra so pogosto zaprli bližnji Forth Road Bridge. Novi most pa naj bi bil tisti, ki se nikoli ne zapre. Toda leta 2020 je imelo škotsko vreme zadnjo besedo, ko je zaradi nabiranja ledu most moral zapreti. Naslednje, kaj pa most s trikom za zabavo? Številka 2. Večina mostov je statičnih, a ne londonski most Paddington Rolling Bridge. Namesto da bi se dvignil ali zavrtel, hidravlični bati skrčijo sprehajalno pot, zaradi česar se celotna konstrukcija zvije v popolno kolo. V nekaj sekundah se tog kos infrastrukture spremeni v samonosno skulpturo. In zdaj, končno, ta zadnji most. Ta se samo postavlja. Številka 1. Most Yangtze. Gangyansa River Bridge na Kitajskem postavi 2 šestpasovni cesti eno na drugo, da Wuhan ostane v gibanju. Stal je $1,2 milijarde in se razteza skoraj 1700 metrov. Drži rekord za najdaljši razpon dvonadstropnega mostu na svetu. Most je bil zgrajen s popolnoma varjeno jekleno rešetkasto nosilno konstrukcijo, kar je v primerjavi s tradicionalnimi metodami prihranilo 10 vejica, 2% jekla. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč.
Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.